Ena stvari, ki me v tem življenju strah, je to, da star 80 let, pa nam rekel, zakaj nisem. Zakaj nisem šel na London maraton, zakaj nisem šel na New York maraton, zakaj nisem šel okrog Mont Blanca lafati, zakaj nisem tega Obžalovan torej, ja. To je edina stvar, ko me je strah. Jaz vem, da če pride do diagnoze raka, vem, da ne bo fajn, ampak sem s tem boril. Ko star pa 18, pa se ne moreš glih boriti, zakaj nisi 20 let nekaj nazaj naredil. Pol je, kar je. Vsega ne moreš več početi. In to mi je, to je tisto najbolj, ko me žene naprej pri kjerikoli stvari. In sem zelo veliko stvari naredil, ko pač se ni šlo. Ampak mi ni žal za njih. Res mi ni žal, ko pri vsaki stvari, pri vsakem projektu vas poznaš en kup ljudi različnih, en kup stvari se naučiš in res ni fora v gnarju. Ni fora v gnarju. Če jaz ne bi imel izzivalcev, če jaz ne bi imel Flow Endurance, ne bi spoznal, tvoje se tudi da ne bi zdaj pogovarjala. Sigurno ne bi se najne poti pač se šle, sej. Ja, bil bi skozi v enem mehurčku, vse fajn, nič narobe, sam če pa živiš, pa spoznaš enega, spoznaš druga, greš sen, greš tja, to meni je noro. Se mi da vzajema zdaj skupaj, povaba, ne vem, ljudi, vse, ki jih poznava, pa deva organizirati, ne vem, ultra trail, karkoli, tek, ki bo pripeljal 2000 ljudi, ne, in da je najn primarni cilj, da na koncu leta prešteva dobiček, ne, bo to zelo kratkega veha. Ne. Pa z vse spoštovanje, tudi moče največjim trailom v Sloveniji, ki uspejo z tega narediti biznis, poleg tega, kar delajo poleg tega, ne. Vsaka čast so se... Samo uspelo jim je recimo biznis, zato ker je to toliko let skupaj. Tako je. Ampak začeli so pa sej poznavati te fante, začeli niso iz finančnega vidika, ampak z entuziazma, s srčnostjo, zato ker radi to delajo. Ti, ko kupiš fuel, v bistvu podpiraš slovensko trail skupnost. Ker gre del, oziroma... Dejansko vse. Mislim, zdaj je šlo že veliko več, koliko je bilo iz tega prodanega, je šlo že nazaj. Različnim tekačem, različnim tekmam, različnim tem stvarem. Lansko leto smo se pogovarjali na Rogli, na Gozarskem trailu, je bil premierni in pa je bila ideja, da se pač proga naslednje leto spremeni. In en od argumentov proti temu je bil, da marsikdo bo naslednje leto prišel ravno zaradi tega, da se bo na isti progi pomeril in primerjal s prejšnjim letom. Samim sabo iz prejšnjega leta. In zdaj, če se tle naredi 3-4 km daljša, malo bojo eni prav slabe vole, ker zdaj ne znajo dati pač, a sem napredoval, nisem. Banalna stvar pravzaprav, ne. Kje res? Banalna stvar, si ne hodiš zaradi ure tja, ampak ja, tja greš tudi morda za to, da vidiš, da si v enem letu pa naredil pol ure razlike in si zaradi tega motiviran, potem da je šel na naslednji let neko daljšo razdaljo, pa nekam drugem, tako da ja.